Torej, kriminalistična policija tekom današnjega dne na območju Maribora izvaja aktivnosti z področja gospodarske kriminalitete in pa korupcije, ki jih usmerja Okrožno državno tožilstvo v Mariboru. Glede na dejstvo, da hišne preiskave in zasegi dokumentacije še potekajo in je predkazenski postopek še vedno v teku, vas bomo seznanili zgolj z najosnovnejšimi informacijami, pri čemer bomo upoštevali določila Zakona o varstvu osebnih podatkov in ne bomo uporabljali konkretnih imen fizičnih in pa pravnih oseb. Prav tako je ta izjava dana v kontekstu načela kazenskega prava o domnevi nedolžnosti, se pravi oseb, dokler jim krivda ni dokazana. Od jutra na območju policijske uprave Maribor potekajo obsežne preiskovalne aktivnosti, v katerih sodeluje 116 kriminalistov in pa policistov iz vse Slovenije. Policija pa pri tem izvaja 25 hišnih preiskav pri 9 fizičnih osebah in 5 pravnih osebah. Prav tako se istočasno na podlagi odredbe Okrožnega sodišča v Mariboru opravlja na 20 lokacijah tudi zaseg poslovne in pa uradne dokumentacije. Hišne preiskave in zasegi dokumentacije se izvajajo tudi pri uradnih osebah v prostorih organov državne uprave in pa organov lokalne skupnosti ter pri odgovornih osebah v gospodarskih družbah javnega prava in pa društvih, kjer se iščejo materialni dokazi, ki bodo služili kot dokaz v nadaljnjem postopku. Kriminalistična policija je na območju policijske uprave Maribor že v letu 2008 pričela z zbiranjem obvestil zaradi sumov storitve več kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete in pa korupcije. Sumi kaznivih dejanj se konkretno navezujejo na nepravilnosti pri prometu z nepremičninami in izvajanju številnih gradbenih projektov, ki so se v zadnjih letih izvajali na območju Maribora in v katerih so sodelovali različni predstavniki lokalnih skupnosti, organov državne uprave in pa gospodarskih družb. V konkretnem primeru gre za dolgotrajno, obsežno, kompleksno kriminalistično preiskavo, v kateri je policija sodelovala tudi z drugimi nadzornimi organi in institucijami, predvsem z računskim sodiščem in pa davčno upravo. Kriminalisti zbirajo podatke v smeri utemeljitve več sumov storitve kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete in korupcije, in sicer jemanja in dajanja podkupnine, sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje, zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, oškodovanja upnikov in pa zlorabe položaja ali pravic. Iz do sedaj zbranih obvestil izhaja, da povzročena premoženjska škoda oziroma korist nastala kot posledica storjenih gospodarskih kaznivih dejanj in korupcije znaša preko 5 milijonov evrov. Prostost je bila tekom dneva odvzeta 9 osebam, trenutno pa je pridržanje odrejeno še za 6 oseb. Pridržanje bo odpravljeno osebam, pri katerih bodo prenehali razlogi za odreditev pridržanja. Kriminalistična policija bo skupaj z Okrožnim državnim tožilstvom v Mariboru nadaljevala predkazenski postopek, v okviru katerega se bo nadaljeval pregled zasežene poslovne in pa uradne dokumentacije, pregled zasežene računalniške opreme in drugih predmetov in podatkov, ki so bili oziroma bodo zaseženi pri hišnih preiskavah oziroma zbiranju obvestil v predkazenskem postopku. V zvezi z navedenim, kar je moj predhodnik govoril, lahko na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru potrdimo izjavo policije, torej da se izvaja v obravnavani zadevi zelo obsežna kriminalistična obravnava v večjih sklopih zoper več osumljenih oseb iz gospodarskih kaznivih dejanj ter korupcijskih kaznivih dejanj. V omenjenih zadevah pa moč poudariti tudi so se izvajali tako imenovani prikriti preiskovalni ukrepi, hišne preiskave, katere pa se opravljajo tekom današnjega dne, pa so seveda opravljali na podlagi izdanih sodnih odredb preiskovalnega sodnika. Glede zbiranja obvestil, ki so še v teku, vam podrobnejših informacij žal ne moremo posredovati, lahko pa vam pojasnimo samo določene aktivnosti, in sicer, da je Okrožno državno tožilstvo v Mariboru usmerjalo omenjeni predkazenski postopek s sodelovanjem s policijsko upravo Maribor, sektorjem kriminalistične policije. Seveda sodelovanje moč šteti kot zelo zgledno, to lahko pritrdimo. Glede
posameznih vprašanj se ugibajo vprašanja, v katerih zadevah in na kakšnih vam pa zaradi interesov predkazenskega postopka in varstva osebnih podatkov določenih podatkov ne moremo posredovati. To je zaenkrat s strani Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru vse.